Prisrčno pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod lipami. Nocojšnji večer bo posvečen Slovencu in filozofu Milanu Komarju in predstavljena bo njegova knjiga Človeški čas. Do gosteh pa imamo Martina Sušnika iz Argentine, filozofa in učenca Milana Komarja, Igorja Senčarja in Matija Oglin. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na sredom. Večer bo pa vodila Erika Jazga, zato ji predam besedo. Vsem vam pa želim prijetno poslušanje. Dober večer tudi v mojem imenu. Jaz ne bom vodila večer, ga bom uvezala, ker s takimi gosti je nekoliko težko. Povezovala. Ok, povezovala. Današnji večer pa bi uvedla s sonetom, ki nosi naslov Gorica, ki je napisal Milan Komar in je datiran 6. maja 1988. Gorica, tisti dnevi grenki in prelepi, kjer pustil sem za zmeraj pol srca. Kot brazgotina rane, ki do smrti se pozna, kot izgubljena pot v življenje stepi. A vendar se ne da verjeti mi usodi slepi, nekoč pomen zapletov temnih se zalesketa. Nekoč se bodo razodeli prav do dna, doživljanj, smisli in dogajanj sklepi. Kaj vemo, kakšni božji so za nas načrti? Bolj, ko vsi razgledi so očem zastrti, pri zgodovine praznovanju nismo svati. Morda zakotje se kdaj izkaže kot središče, morda bo nagrajen naš duh, ki vztrajno išče. Kdo pravi, da koraki naši črni niso morda zlati? Ta sonet, kot rečeno, je napisal Milan Komar, rojen v Ljubljani leta 1921, a je sin goriških korenin, sin primorskih beguncev, ki so naše kraje zapustili zaradi Prve svetovne vojne. Oče Ludvik je bil iz Loga pri Trstu, mati Cecilija Blažič pa iz Kostanjevice pri Kanalu. Milan Komar je bil vedno zelo ponosen na svoje goriške korenine, pa tudi zelo navezan na goriško obdobje, na Goriškem oziroma v Gorici je tudi preživel nekaj časa. Prišel je sem leta 1942 k Janku Kralju, ker se je znašel na spisku tistih, ki bi ga sicer likvidirali, in nekateri od tu danes prisotnih so bili pred nekaj urami ravno na slovesnosti v Ljubljani, ker danes je obletnica usmrtitve oziroma likvidacije Lamberta Ehrlicha. Po doktoratu v Turinu se je v Gorico nato spet vrnil leta 1944 in postal urednik Goriškega lista in v Gorici potem je ostal do konca vojne, do konca aprila leta 1945. Nato emigriral v Argentino leta 1947, bil je politični migrant in eden od stebrov tamkajšnje slovenske skupnosti, tistega slovenskega čudeža, kot ga poznamo. Bil pa je tudi ali predvsem profesor, predavatelj, izvrsten mislec, profesor na univerzi, profesor filozofije, po njem se danes imenuje Filozofska šola, inštitut in tako naprej, a to bodo že drugi podrobneje povedali. Tisti, ki so ga poznali, bodo znali vsi povedati, da je to bil predvsem učitelj v višjem pomenu besede. V sredo je bil v Ljubljani, torej predvčerajšnjem je bil v Ljubljani, v galeriji Družine, zelo uspel popoldan posvečen Milanu Komarju, na katerem so nastopali, so ga sooblikovali odlični intelektualci. Med temi je bil tudi Zorko Simčič in mislim, da mi ne bo zameril in ne bo hud name, če citiram stavek iz njegovega maila oziroma pisma, ki ga je danes posredoval in v njem med drugim tako piše: Lep pozdrav goriškim prijateljem, njim, ki živijo v mestu, v katerem je naš mislec pustil za zmeraj pol srca. In če pri svojem delu kdaj doživljajo sive ure, naj ne pozabijo, da je on naposled vzkliknil, kdo pravi, da koraki naši črni niso morda zlati. Torej citata iz preomenjenega soneta. Naš goriški večer želi biti tudi poklon temu vrstnemu mislicu in povezan z ljubljanskim dogodkom, sicer
v nekoliko skrčeni obliki, ker pač vsega se ne da povedati. In zato se zahvaljujem prijateljem, ki so se pripeljali iz Ljubljane, da bi nam spregovorili o misli in delu Milana Komarja, ne toliko zgodovinsko, koliko predvsem o tem, kaj njegova misel, kaj njegovo delo pove današnjemu človeku in tej današnji družbi, ki živi v tej duhovni sterilnosti, v katero smo zabredli. In če citiram še drugi stavek iz preomenjenega pisma Zorka Simčiča, zame, morda še za koga med nami, je bil Komar nekak duhovni oče. Tudi dostikrat pomislim, da nam ni podaril samo svoje modrosti. To, da je izrecno želel biti pokopan v zemlji svojih očetov in dedov, pove svoje. Milan Komar je bil tudi iskren domoljub. Želel je biti pokopan na ljubljanskih Žalah, saj je bila emigracija zanj, kot tudi za druge argentinske Slovence, ki izhajajo iz politične emigracije, boleča danost. In z tega vidika bi zaključila sestavkom, ki ga je napisala Lučka Kralj, knjigi, ki jo je posvetila očetu. In o Milanu Komarju takole pravi: zvest veri, slovenski kulturi, svobodi, neutrudni skalec resnice, je v krsti ležal z rožnim vencem in slovenskim šopkom v rokah, rdeči nageljni so ga prekrivali in ob nogah mu je bila položena zastava svobodne slovenske države, katere sin je hotel biti in se je zadnjo boril. Sedaj pa prepuščam besedo našim odličnim gostom, najprej Matijo Grinu, beseda je tvoja. Hvala, dober večer vsem in iskrena hvala za to lepo povabilo. Hvala tudi za ta lep uvod, ki ga bo zdaj kar težko na tako lepem tonu nadaljevati. Milan Komar je po svojem študiju prava, začel je kot študent prava in tudi doktoriral kot doktor Juris s temo o pravični vojni. Nadaljeval pot predvsem v filozofiji in postal res ugleden in pomemben, ne samo profesor filozofije, ampak učitelj filozofije, učitelj v smislu iskanja življenjske modrosti. Razvil je široko paleto filozofskih, metafizičnih tem, ki se prepletajo v njegovem opusu. Njihova izhodiščna točka je najbrž to, da vsa njegova filozofija se zgošča v eni predpostavki, namreč v kreacionistični viziji sveta. Če je svet ustvarjen, če za svetom in za stvarstvom stoji stvarnik, potem je stvarnost in bitja v njej umljiva, v njih je smisel, ki izhaja iz stvarnikovih rok. In čeprav on kot filozof ne govori izrecno o Bogu, govori izrecno o tem, kako se moramo poglabljati z naporom svoje misli v smisel oseb, stvari, položajev, zgodovinskega dogajanja in razkrivati pomen, ki je v njih. Ker so stvari ustvarjene, so umljive, je v njih smisel. Zato je naloga filozofije, da išče zadnjo možno jasnost v stvarih. Ta jasnost se na neki točki dotika z misterijem in je ni mogoče voditi dalje, ampak do neke točke je pri jasnosti spoznanja mogoče priti. In ena od močnih tem Komarjeve misli je, da s pozornostjo, se pravi z usmerjenostjo našega uma in hotenja, se pravi, kot rečemo temu filozofsko, z navzočnostjo, ustvarjamo žive stike, žive vezi, ne le z našimi najbližjimi, ampak tudi v družbi, v državi. Odstod
odlična skovanka v naslovu enega njegovih esejev, z nezanimanjem smrt potuje inkognito, kjer ni zanimanja, se pravi pozornosti, stika s stvarnostjo, tam se bo širilo mrtvilo, tam bo prej ali slej prevladala neka oblika smrti. Pomembna tema Komarjevega misli je, da z poglabljanjem v smisel stvari odkrivamo naravni red. Ker so stvari ustvarjene, je v njih nek stvarjenski naravni red. In ker je bitjem dano bitje od stvarnika, si, kot pravi svet Tomaž Akvinski, vsa bitja, kaj hočejo vsa bitja? Vsa živa bitja hočejo bivati v kar največji možni meri, ki jo dovoljuje njihova narava. Ta imenitna definicija, da vsa živa bitja hočejo bivati, odpira krasne razglede po teh uresničevanja življenjskega smisla. Iz nje namreč sledi, tako razlaga profesor Komar in mnogi drugi, da pot, po kateri stopnjujemo in bivamo v kar največji možni meri, je pot kreposti. Pot kreposti je torej nekakšno stopnjevanje bivanja, povišanje, bivansko povišanje. In nasprotno, tam, kjer naše želelne moči uhajajo zunaj reda na razne stranpota, se dogaja neko bivansko zmanjšanje, upad in pot razkroja. To so nekatere teme, ki so zelo navzoče in močne v Komarjevem opusu in se jih bo nekaterih zlasti dotaknil naš prijatelj Martin Sušnik, pa potem Igor Senčar. Da bi te tematike bolj intenzivno povezali in predvsem jih tudi do neke mere nadaljevali, in po drugi strani pa raziskovali Komarjev opus, sestavili bibliografijo njegovih predavanj, raznih podatkov, ki so potrebni za to, da imamo pregled nad njegovim opusom, smo se nekako odločili, da bi ustanovili ta zavod Filozofia Perennis, ki je tokrat prvič pripravil neko javno prireditev in ki združuje tako, bi rekli, prijatelje in simpatizerje Komarjeve filozofske misli iz Ljubljane in osrednje Slovenije, kot iz zamejstva. Med ustanovnimi člani nas posebej veseli, da sta tudi Erika Jazbar in Peter Črnic, iz Argentine pa naš prijatelj Martin Sušnik. Tako da bi tudi v tem pogledu to naše združenje nekako povezovalo vse tri Slovenije po možnosti. Hkrati ne opozorimo, ne saj nekaj pozornosti namenimo tudi knjigi profesorja Komarja Človeški čas, ki je ravno te dni prišla iz tiskarne, ki je prevedena po argentinski izdaji, namreč gre za predavanja, ki jih je profesor Komar imel o filozofski antropologiji, se pravi antropologija kot nauk o človeku, v letu 1966 na Instituto de Cultura Religiosa Superior, in tam so bili kot leta že prej in pozneje nekateri slušatelji nad njim tako navdušeni, da so njegova predavanja posneli na trakove. In k sreči so se ti trakovi ohranili in danes, ko se večja skupina ljudi v Fundación Emilio Komar temu opusu intenzivno posveča, so izdali že iz teh posnetkov, potem so jih prepisali torej v besedilno obliko, uredili in izdali in
na ta način je izšla že vrsta Komarjevih knjig in ta Človeški čas, ki je tokrat pred nami, je prva tovrstna knjiga profesorja Komarja, prevedena torej iz argentinske, iz predavanj, ki jih je imel za argentinsko javnost. Tematika te knjige je izjemno obsežna. Naj opozorim zlasti na ta vidik, kako rdeča nit je seveda premišljevanje o času, o časnosti človekove narave in o posledicah, ki jih ima časnost za nas. Komar, če naj začnem z opozorilom na to, kaj bi bilo nasprotna drža časni drži, opozarja, da mnogi ljudje pravzaprav zauzemajo neke, kot bi rekli, angelistične drže. Se ne zavedajo vrednosti časa. Živijo tako, kot da bi bili angelska bitja in nekako zunaj pravega časa. Se pravi, bodisi da so svojimi načrti stalno v prihodnosti in nikoli v sedanjosti, kar pomeni, da nikdar zares ne zaživijo. Ali pa bežijo nazaj v preteklost in spet niso v svojem času. Ali pa podcenjujejo vrednost časa in so z duhovno dejavnostjo vedno stran od aktualnih dogodkov, ki bi jim morali posvečati določeno mero pozornosti, da so v stiku s svojo stvarnostjo. Te angelistične drže pravzaprav človeku zmanjšujejo eksistenco in Komar tukaj res plastično, odlično pokaže, kako je nasprotna, realistična drža takšna, ki je izrazito usmerjena v sedanjost, vendar z zavestjo, da je sedanjost polna preteklosti, da jo določajo pretekla dejanja naša in naših bližnjih, vplivajo na našo sedanjo eksistenco in da razbiramo iz nje že obzorja prihodnosti, ki se tu nakazujejo. To se pravi, poudarja to povezanost, časnost je izrazita povezanost med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Tule bom za ilustracijo prebral kratek odlomek. Ko je človek sam sebi navzoč, ne more, da bi ne videl svoje časne narave. Zato so najbolj osebna dejanja izrazito časna, zlasti odločanje. Dejanja odločitve ne moremo uresničiti brez izkustva, brez spomina. Pri odločitvi je skrb usmerjena tudi naprej in včasih nas celo navdaja s tesnobo. Naše udejanjanje, čeprav poteka v tem trenutku, meri na preteklost in na prihodnost. Ima časno razsežnost. Sinovi časa smo, sinovi dobrega ali slabega razpolaganja z njim. In odtot poveže profesor Komar problematiko časa in odločanja kot bistveno človeškega dejanja z odgovornostjo, spomenom, ki ga ima dobra uporaba časa za krepitev naše osebnosti, pa tudi za naše pravzaprav bližnje in sploh za celoten, bi rekel, naš odnos s svetom, zlasti z družbo. Poudaril bi, da Komar piše izrazito odprto, razumljivo, umljivo in se mu zdi najbolj pomembno, da še tako poglobljene filozofske refleksije ne vzamemo, študentje niso sprejeli samo kot nek pojmovni sestav, ampak kot neko dejansko resnično življenjsko vodilo. Prebral bom zdaj 2 stavka, s katerima se knjiga dobesedno konča. To so zadnji stavki v tej knjigi. Tole je rekel študentom. Ni toliko pomembno, da si izoblikujemo lep sestav pojmov, kakor to,
da dojamemo in prodremo v realnost. Vse povedano med predavanji ima smisel le, če nam pomaga pri razumevanju in razčiščenju svoje častnosti in častnosti naših bližnjih. To se pravi, če nam pomaga pri razumevanju svoje častne narave in častne narave naših bližnjih, se pravi tega intenzivnega teka našega bitja iz preteklosti v sedanjost in prihodnost. Povedati moram, da je knjiga tamle tudi na voljo, če jo kdo želi kupiti, po 20 evrov. In da je to že četrta knjiga v zbirki Sidro, profesorja Komarja, sicer pa 6. Komarjeva knjiga v slovenskem jeziku. S tem začetkom upam, da smo postavili neko dobre temelje za nadaljevanje dela in bi zdaj predal, torej za nadaljevanje prizadevanj za Komarjevo realistično misel in njeno nadaljevanje med nami. Zdaj pa bi mogoče res kar predal besedo kolegu Martinu Sušniku. On je profesor filozofije, deluje na Katoliški univerzi v Buenos Airesu in na nekaterih drugih visokošolskih in srednješolskih ustanovah. Je soavtor več publikacij, filozofskih esejev, sicer pa aktiven član slovenske skupnosti v Buenos Airesu, tudi avtor glasbe in liturgične glasbe in še marsičesa, zelo aktiven mlajši član argentinske slovenske skupnosti. Predstavil nam bo temo realizem, ki osvobaja. Dobro večer vsem. Najlepša hvala vsem za povabilo in sicer tudi za prisotnost. Dejansko, kot je Matija že povedal, meni se zdi, da bi tudi Komar bil vesel, če bi nekako njegovo misel predstavili na tak način, da ne bi izključno o njem govorili, temveč, da bi potom njegovega nauka poskušali prodreti v realnost, kot je Matija že omenil, da bi poskušali gledati stvari. Sej pravi učitelj, ni tist, ki naredi, da učenci gledajo van, ampak tist, ki kaže stvar in pomaga, da učenci gledajo stvari, ne pa učitelje sam. In zato ob tej priložnosti sem si jaz zbral ravno zadevo svobode, že res, ker je tudi meni bližna tema, istočasno pa, ker čeprav recimo v Argentini imamo tam izdanih do zdaj enih 25 knjig, na tak način, da so bili to snemani tečaji in se potem to pismeno prebere in postanejo knjige. In razen zadnje, ki je bila tiskana 2 meseca nazaj, dejansko tema svobode je ne najdemo na naslovu. Ni, da bi na naslovu Komarjevih knjig izrecno našli zadevo svobode. Je pa tudi res, da v vseh teh knjigah zadeva svobode prej ali slej prije na dan. In je ravno tak predmet, pri katerem se nekako združujejo glavne teze, glavne točke Komarjevega krščanskega realizma, bodi si iz antropologične strani, ali moralne, ali socialne in sploh tudi metafizične. Ravno problem svobode nekako združi vsa te vrste vprašanja. Istočasno sem pa zbral to temo, ker se mi zdi, da je po eni strani v popolnem stiku z vsakdanjo realnostjo in to je nekako tudi leitmotiv
Komarjevega filozofiranja, ki ni bil tako elitistično-akademski način. Ne? On je vedno tako govoril, pa tudi če je govoril o Hegelu, mislim, to sprav, ravno težavne in komplicirane zadeve, ampak jih je znal s tako jasnostjo predstaviti, da je človeku res pomaga, da to potem jasnejši vidi vsakdanje življenje. Pa še to, se mi zdi, da tudi vprašanje o svobodi je postala nekako nujna zadeva za svobodni svet. Ja? Ker v sodobnem svetu, veste, imamo celo vrste diagnoz in kritik in vsi govorimo o sodobni krizi, mislim, v vsakdanjem življenju, pa tudi v akademskem življenju. In pisci in mislici imajo, recimo, zelo zanimive diagnoze o današnji družbi, vendar istočasno najdemo pa premalo rešitev. Ne? Skoraj vsi pišejo, da nekaj izgleda, da ne gre, da nekaj je narobe, zdaj pa kako bi iz tega išli ven, pa nimajo prav, vsaj za moj okus, kako bi rekel, uspešne predloge, ne? Če jih sploh kaj imajo. Ker sicer svobodo se godi tako, svoboda ima zelo dober tisk, vsi lepo o njej govorimo, se sprva mislimo, da jo vsi branimo, istočasno se pa tudi zgodi to, ne? Da včasih ta branitev svobode sloni na nekaterih na filozofskimi podlagami, ki dejansko je ne pospešujejo, temveč je uničujejo. In zato sem si jaz izbral to temo, ki se mi zdi sicer zelo aktualna, istočasno pa ne samo aktualna, ne? Je večna tema, kot skoraj vse pri Komarjevem nauku. No, torej, da začnem. Vsakič, ko je Komar govoril o svobodi, je sledil svetega Bernarda in je razlikoval 3 stopnje svobode, ne? 3 nivoje svobode. Sprva zunanja svoboda, ki bi jo lahko imenovali tudi svoboda v dejanju, recimo. To bi bila svoboda koakcione, svoboda, v tem smislu sem jaz svoboden, ko nimam ovir, ki onemogočajo kakšne moje dejanje. Ne? Recimo, če sem jaz zaklenen v eni sobi, pač, dobro, to je za me ovira in nimam svobode, da bi šel se sprehajati po cesti. Ne? Ker, dobro, sem pač zaklenjen in moje dejanje je zaradi te ovire onemogočen. To se pravi, ta prva stopnja svobode je ravno ta svoboda, da jaz lahko naredim, ne? Kar nekaj hočem. In ta svoboda je zelo pomembna in zelo važno, da jo branimo. In dejansko je tudi ta svoboda, ki jo najdemo v raznih ustavah, deklaracijah in tako dalje, ne, da človeku moramo dovolj, da lahko naredi to, da lahko naredi ono, ampak vedno se nanaša na dejanja. Problem pa je, da večinokrat mislimo, da je ta prva stopnja edina stopnja svobode. Zato Komar je najprej rad razjasnil, da ta zunanja svoboda, ta svoboda v dejanju nima dejansko nobenega smisla brez drugega nivoja svobode, ki je pa svobodna volja. Že ne svobodno dejanje, že ne to, da jaz lahko naredim nekaj, ampak to, da jaz v svoji intimnosti odločam, kaj hočem in kaj hočem narediti. Potem pa vidimo, če zmorem. Sej dejansko, tisti človek je v tisti sobi zaprt, ne more, ko smo ravno kar pravili, se sprehajati svobodno, se sprehajati po cesti, ampak v svoji notranji intimnosti pa ne moremo preprečiti, da bi on hotel se sprehajati. Ker v svoji intimnosti, vsaj, in bomo skušali nakratko razjasniti, vsaj, če on pazi na svojo intimnost, ima človek, ker je duhovno bitje in sicer, ker je oseba, to možnost, da je sam svoj gospodar. Človek je suveren. In torej, če v svoji notranjosti hoče in če v notranjosti noče, pa konc. Je ene vrste sancta sanctorum v notranjosti vsake osebe.
In to je ravno temelj posebnega človeškega dostojanstva. Človek je sam na sebi cilj, ne more biti nikoli sredstvo, ne more biti nikoli, se ga ne more nikoli kdo polastiti, ravno zaradi tega, ker je svoboden in ker je sam svoj gospod. Dejansko slovenska beseda svoboda ima ravno ta etimološki vir. Svoj in bod, ki ima pa ta koren, ki najdemo tudi pri gospod, recimo v slovenščini, potestas v latinščini, to pravi, da sem jaz sam svoj gospodar. Zdaj pa, ta notranja svoboda, ta svobodna volja, liberum arbitrium, tukaj lahko malo več po latinsko povem, ker bojo italijani lažje razumeti. Ta notranja svoboda je po en stran človeku naravna, neizogibna, spada njegovi naravi in zato je tudi Komar rad citiral Sartra, ko pravi, da smo obsojeni na svobodo, da še celo takrat, ko nočemo izbirati, dejansko izberemo ne izbirati. Ampak ravno v tem je pa ta zanimivost, da človek lahko zaradi svoje svobode svojo lastno svobodo zanika ali pa beži pred njo. Človek, ker je svoboden, lahko deluje proti svoji lastni naravi, proti svojemu lastnemu bistvu in tako deluje tudi proti svoji lastni svobodi. Proti tisti svobodi, ki mu je dejansko bistvena. Zdaj pa, zakaj? Zakaj sprva, jaz večkrat vprašam, še posebno med mladimi učenci, hočete več svobode ali manj? In seveda vsi odgovorijo takoj, da bi radi imeli več svobode. Istočasno pa lahko opažamo, da je v današnji družbi mnogo bega pred svobodo. Komar je Spinozo citiral in jaz imam večkrat isti občutek, da eden od problemov današnje družbe ni v tem, da je preveč svobode, ampak v tem, da je dejansko premalo. Da preveč bežimo pred to notranjo svobodo. In zakaj? Ker ta svoboda, če zrelo gledamo vanjo, vključuje ene vrste posledic, ki pa niso tako ugodne, ki človeku dejansko mnogokrat ne prijajo. Sprvič, odgovornost. Kdor je svoboden, je neizogibno odgovoren, v tem smislu, da mora odgovoriti glede tega, kar je v svoji notranjosti izbral. Zdaj pa to človeka teži, nalaga eno posebno težo na njegova pleča, kdor nima dovolj korajže, dovolj borbenosti, da bi to težo nosil, se bo pa hotel te odgovornosti odreči in to pomeni, da se istočasno odreče tej svobodi. Zato pravi Komar. Kdor si želi svobode, pa beži pred odgovornostjo, ta se boji prave svobode. Samo borci so lahko pravi svobodnjaki. Je veliko strahu pred svobodo, ker je veliko strahu pred odgovornostjo. Druga posledica je odpoved. Vsaka izbira, vsaka odločitev pomeni, da neki opciji, neki možnosti rečemo ja in drugim zatorej rečemo, da ne. Se jim odpoved. Ravno beseda odločitev pomeni to, da prerežemo in odstranimo. Jaz ne morem, mene lahko zanima recimo glasba in filozofija in fuzbal in srečanje s prijatelji, ampak jaz ne morem vsega tega istočasno. Zdaj pa, če se jaz odločim, da se bom eno nedeljo popolne po svetu filozofiji, da bom nekaj prebral, to pomeni, da nažal ne bom mogel gledati fuzbala ali pa da nažal ne bom mogel se dobiti s prijatelji. In to tudi človeka dejansko boli. Odločitev je boleča stvar, ker jaz ne odločam med eno stvar, ki mi prija in druga, ki ne. Odločam med
večjimi možnosti in vsaka izmed teh možnosti ima nekaj privlačnega. Vse te možnosti me dejansko privlačujejo. In ko jaz izberem eno, to pomeni, da odstranim druge, ki mi tudi privlačujejo, ker so dejansko tudi dobre. In to je pa za človeka boleča stvar. Zato prava svoboda zahteva koražo. Kdor se noče odpovedati, dejansko tudi beži pred svobodo. In kdor hoče vse, konec koncev ne izbere nič. Se nekako odpove svoje svobode. Tretja posledica je riziko. Ker čeprav, in v Komarju je to zelo jasno, cilj je, da bi čim jasnejše gledali v realnosti, da bi potom tega razsvetljenega pogleda boljše izbirali. Res je tudi, da v vsakem konkretnem slučaju, kot je Matija omenil, je vedno nekaj misteričnega. Ne moremo dokončno umsko izčrpati konkretno situacijo. Bi mogli premišljati do konca dni in ni časa. Se spomnim enega vica teh risanih vicov je ta mislec od rodenec. Ja, rodeno v mislec. In tam sedi 3-4 slike in pa se pa slika odpre in je bil eden, ki je mogel odločiti pri meniju in to je punca, če jaz se boš odločil že enkrat takaj. Ne moremo stalno premišljati, ker ravno bi čas potekel. To se pravi, da vedno, ko odločamo, moramo odločati s čim boljšo jasnostjo, ampak istočasno vedoč, da ta jasnost ni nikoli popolna. Zato tudi, kdor si želi popolne gotovosti, konec koncev ne bo nikoli izbral. In četrta je pa tudi samota. Pri vsaki odločitvi je konec koncev človek ene vrste samoten veslač, pravi Komar. Jaz se prav, da mi drugi svetujejo in da se včasih ravno posvetujem z drugimi mnenji, ampak jaz, ko odločam, se ne morem naslanjati na druge. To je pristno osebno dejanje. Ko jaz odločam, sem jaz sam seboj. In te samote se tudi večkrat bojimo. Zato te 4 posledice, ki dejansko pridejo skupaj s svobodo, so znak človekove veličine, njegovega dostojanstva, kot smo omenili pred prvimi minuti. Ampak reče Komar, mi pa bi bili radi majhni. Bi bili radi majhni, da ne bi imeli sitnosti, da bi se izognili težavam, predvsem pa borbi. Za pravo svobodo se je treba boriti, je treba biti zelo koražen, si jo je treba še celo pridobiti. Zdaj pa, kot sem omenil, ta prva stopnja svobode, svobode v dejanju, brez te notranje svobode, svobodne volje, libero arbitrio in tako naprej, dejansko ni resnična svoboda. Problem pa morda je, da danes ravno tega ne vidimo, ali vsaj ne vidimo. Ker mislimo, da edina svoboda je tisti prvi nivo, tista prva stopnja. In to vključuje eno žalostno posledico, ki je to. Ne samo, da ljudje niso dejansko toliko svobodni, ampak hoče je to, da tega ne vejo. In še več, niso svobodni, ampak mislijo, da so. Kako je to mogoče? Bom dal primer. Recimo, da bi jaz, tukaj imamo že tako odar, da bi jaz Eriko hipnotiziral. In v tej hipnozičnem stanju jo jaz prepričam, da ona po predavanju gre v kakšno klet, ki je gotovo društvo, ki jo ima in prinese 3 litre vina za vsakega tukaj 1 liter. In potem konča predavanje in ona, ker se mi to med hipnozo usadil, ona gre do te kleti, pa predsednica društva reče, kam pa greš početi? In ona reče, ampak gospod Sušnik mi je rekel, ne, prinesem liter vina, dobro, to pa prav. In problem je bil to, da ona bi dejansko čutila, da je svobodna, ker ji predsednica dovoljuje, da to naredi,
ampak v resnici pa ona to, kar ona dela, nima osebne notranje iniciative. Smo ji nekako usadili eno željo, ki dejansko ni njena. Pa ona misli, da je svobodna, ker lahko naredi to, kar hoče, ampak dejansko pa ni res, da hoče to, kar naredi. In torej, ta je ravno eden izmed problemov današnje družbe, kjer je toliko manipulacij. Ko človek misli, da je svoboda samo tista prva stopnja v dejanju in ne skrbi istočasno za notranjo svobodo, ne skrbi za svoje notranje življenje, je izpostavljen zunanji manipulaciji, ki ima v današnjem svetu še posebno izpopolnjene in uspešne metode. To se pravi, da kraljujejo neke vrste nevidnih totalitarizmov in se ne znamo zoprstaviti, ker ravno ne vemo za nje. In ne vemo za nje, ker ne skrbimo za našo notranjost. To povzroča ne vrste en pasivni aktivizem. V tem smislu se ne moremo reči, da nismo v današnji družbi aktivni. Sej letimo sem pa kaj, delamo še čez mero, stalno smo nekako zaposleni, ampak vprašanje je, do katere mere so vsa ta naša dejanja, do katere mere imajo vsa ta naša dejanja dejansko vir v naši osebni notranji iniciativi. In zato, kot sem prej omenil, nekatere filozofske drže hočejo pospeševati svobodo, ampak se mi zdi, da dejansko pospešujejo to pasivnost. To mislim, da smo zelo aktivni, ampak istočasno zelo pasivni in delamo nekaj, ki nima v naši notranjosti izvir. In vse, kar je nekako zvezano z relativizmom, skepticizmom in tako podobno, se mi zdi ravno mislijo, da osvobajajo človeka, to mislijo pač, ker zavračajo obstoj objektivne resnice in torej misel bi bila približno ta. Ni objektivnih resnic, to pomeni, da ni nekega danega reda, katerem bi jaz mogel biti podvržen, to se pravi, da jaz nimam čemu ali komu biti poslušen, ni nobenih objektivnih hierarhij, to se pravi, da bi imelo vse v meni svoj vir in bi bil torej pač izredno svoboden. Vendar nastane ta problem, če ni objektivnih hierarhij, če je konec koncev vse enako vredno, to pomeni, da tudi človek potem v konkretnem slučaju ne najde razloge za odločitev. Moj profesor je rad citiral Dostojevskija, pri bratih Karamazovih piše, če Boga ni, je vse dovoljeno, in on dodal še to. Če Boga ni, je vse dovoljeno, ampak problem je torej, da ni nič dovoljeno. Ker če Boga ni, je vse dovoljeno, ker je vse velja enako, je vse enako veljavno, ampak to istočasno pomeni, da ni nič samo na sebi veljavno. In da jaz nimam nobenih razlogov, po katerih bi lahko orientiral svojo odločitev. Če meni postavijo več možnosti in jaz ne najdem med tistimi možnosti nobenih hierarhij, edina možnost za odločitev je kapricasta, slep fanatizm in tako. Ampak prav mogoče bi se zgodilo, da jaz pred tistimi možnosti ostanem in končno ne izberem nobenih, ker nimam zakaj. To pomeni pač, da seveda da resnica, objektivna resnica omeji svobodo, pred resnico, če je objektivna, nismo svobodni, ker pač stvari tako so in mi ne moramo to kapricasto spreminjati. Ampak je pa tudi, se mi zdi, edina podlaga, samo na njeni podlagi smo lahko dejansko svobodni, ker z njo stopimo na ene trdna tla in lahko odločamo v notranjem miru. Ravno ta resnica omogoča po eni strani funkcionalnost svobode, imamo zakaj odločati, in tudi kakovost ali kvaliteto svobode. Kolikor bolj bomo spoznali to objektivno resnico, boljše bomo lahko odločili. Če pa te resnice zavračamo, če zavračamo vsak naravni red, konec koncev ni drugega izhoda, kot
prevladovanje nemočnejšega ali pa prevladovanje socialnih mod, ki konec koncev razosebljajo osebo, če smo tako reči. Ker nas pasivno vlečejo sem in tja, se nam usiljujejo in to še celo na tak način, da mnogokrat niti zanj ne zvemo. To pomeni, da v Komarjevem nauku prava svoboda zahteva odprtost. To se pravi učljivost, sprejemanje objektivne resnice. Skratka, da prava svoboda je možna le v realizmu. Ne kot filozofski sistem, temveč v življenjskem realizmu, da jaz, kot je omenil Matija, prodrem v smislu stvari, koliko vem, kaj stvari so, tem boljše bom vedel, koliko so veljavne, so je notranje dobro, bi rekel Komar, in ko vem, koliko veljajo, bom po eni strani imel razloge za odločitev in tudi možnost za uspešno izbiro. To pomeni, da je realizem istočasno eno vabilo za odprtost zunanji realnosti, ampak tudi eno vabilo k močnemu, intimnemu notranjemu življenju. Komar bi rekel, treba živeti iz srca. Ne v romantičnem smislu, ki pojmuje srce, tako da čustva odcepi od spoznanja. On misli na srce v tem svetopisenskem smislu, v Avgustinovem smislu, Paskalovem smislu, srce kot jedro sebe, kot srednja točka moje osebnosti. In če jaz živim v tem svojem centru, če jaz živim v svoji notranjosti, imam tudi boljše možnosti, in dejansko je edina možnost, da jaz lahko prodrem v intimnost tistega drugega, ki nisem jaz. Ta pojem centra in sredine in tako podobno je seveda fizični pojem, ampak problem je to, v fizičnem, materialnem smislu, jaz tam moram biti recimo znotraj te dvorane in istočasno zunaj. To je pač nemogoče. In še celo bi rekel lahko takole. Kolikor več sem noter v tej dvorani, daleč sem, da bi bil zunaj. Ampak v duhovnem življenju pa ni tako. Kolikor bolj sem jaz v sebi, boljši pridem do centra tistega drugega, ki nisem jaz. Ker globoki odnošaji so možni le med globinami. Aristotel pravi, vse, kar se sprejme po načinu prejemnika. Zdaj pa, če jaz grem, Heriki pa rečem, oprostite, da sem tako monotematičen, a mi natočiš liter vina v ta kozarc? Pa se ne more. Problem ni vin. Problem je, da ta kozarc ni to globok. Tukaj ne gre en liter vina noter, ker v ta kozarc gre govin četrt, če gre. Zdaj pa, če sem jaz površna oseba, bom lahko le sprejel površnost stvari. Moj odnos s stvarmi, z drugimi osebami in tudi z realnostjo na splošno in tudi s stvarmi na splošno, ne more biti drugače kot površno. Če sem pa jaz v svoji globini, potem pa lahko k meni res globoko nekaj pride. In jaz to, kar k meni pride, bodi si vrednota, resnica, jaz dejansko to lahko boljše utelesim. To pomeni, da, ponavljam, prava svoboda zahteva odprtost, vendar ta odprtost zahteva tudi to notranjo zbranost. In potom te misli se mi zdi, da lahko rešimo to neresnično opozicijo med poslušnostjo in svobodo. Kajti, če jaz enkrat vidim, da stvari so tako, in ko jaz enkrat vidim, da je ena stvar vredna, da se res splača, in to mene globoko prizanese, in jaz to dejansko v svoji globini utelesim, to nekako postane del mene. In potem jaz sem do tega poslušen, istočasno pa tudi popolnoma svoboden. Sem svobodno poslušen, recimo tako, ali pa svoboden v poslušnosti. Ker to, kar mi nekako pride od zunaj, postane tudi hrana
za mojo osebno notranjo inicijativo. Zdaj pa, tukaj pa se pa že kaže še ena stvar, ne samo svoboda v dejanju na prvem nivoju, svoboda v hotenju, recimo tako svobodna volja v drugem nivoju, temveč, kar Komar se mi zdi meni najbolj zanimiva, ta tretji nivo svobode, ki je svobode kot sovpadanje človeka s samim seboj. Sprva bi morda to izgledala čudna ideja, kajti človek bi lahko rekel, ja kaj pri tem sovpadanjem, sa jest sami seboj, se jest sam jest, kaj pa če bi drugega. Vendar istočasno, vsaj v dveh smislih se mi zdaj lahko rečemo, da jaz nisem vedno jaz, ali pa še nisem dejansko jaz. Prvič, ker jaz sem časovno bitje, aktopotencialno bitje, bi rekli po aristotelsko, in to pomeni, da jaz še nisem izvršil vseh zmožnosti, ki jih dejansko imam. Jaz, kolikor sem časovno bitje, ki raste, še nisem dosegel najboljše verzije samega sebe. Še nisem izpopolnil mojih zmožnosti. To po eni strani. V tem smislu lahko jaz rečem, da Martin še ni dokončno Martin. Pa še ta problem. Ravno zaradi svobode, ne samo to, da nam včasih še manjka, da pridemo do te boljše verzije samega sebe, ampak dejansko mnogokrat zgrešimo pot do samega sebe. Kajti, kadar napačno odločamo, ko napačno izbiramo, kadar je naša izbira nekvalitetna, to namesto, da bi omogočali našo osebno rast, jo dejansko onemogoča. Oprostite, če mi da kakšna beseda manjka. Zato pravi Komar, da vsa klasična morala sloni na teh dveh izročilih. Spoznaj samega sebe iz Delfosa in bodi, kdor si. Kajti Komar, in to po vplivu antične grške filozofije, misli na človeka kot puščica, ki je že namerjena v svojem izpopolnjevanju. Pravi nagon, najintimnejša težnja ni tendenca naše narave je ravno to, da rastemo in da samega sebe izpopolnjujemo. To je kar, recimo, v slogu svetega Tomaža Akvinskega bi imenovali voluntas ut natura. Pomeni, da težnja popolnosti je, po eni strani nam je dana, ker naša narava nam je dana, po drugi strani je pa intimno naša. In vsa morala, vsa etika ima kot cilj, da človek doseže to popolnost, da človek doseže svoj razvoj, svoj razmah. Zato je pri Komarju zelo pomemben ta grški pojem, ki je eidopoiesis ali pa kinesis eidopoios. To pomeni spreminjanje v dovrševanju, v izpopolnjevanju lastnega bistva. Premik v kinesis, v tem, da se moj eidos izpopolnjuje. Jaz samo lahko rastem v tem, kar dejansko sem, v teh zmožnostih, ki jih dejansko imam. Jaz imam v svojem bistvu nekatere talente, kakšnih imajo več, kakšnih imajo manj. Jaz moram skušati udejstvovati te talente, ki so moji, ne pa talente od Matija. To ne pomeni, da bi njegovi talenti bili slabši od mojih agitaze, ampak pomeni, da njegovi talenti so pač njegovi. In jaz ne morem poskušavati, da bi izvrševal njegovih talentov, ker jih dejansko nimam. Potem je to ena ogromna izguba časa in energije. Je kot, če bi zalival, da bi hotel, da bi izrasla ena roža v eni posodi, kjer ni semena. Jaz tam vlivam vodo, ampak tista voda gre v prazen nič, tam ne more zrasel, ker semena ni. In to pomeni, da moram jaz najprej spoznati samega sebe, dinamično spoznati, ker seveda jaz
tudi jaz sem misterij zame, kajti moj končni temelj ni v meni, temveč nad menoj. Ampak lahko pa vsak dan malo boljši spoznam samega sebe, zato da jaz vem, kaj dejansko moje, kaj dejansko meni spada, da jaz sprejmem samega sebe, kar zelo lepo zveni, ampak v resnici pa ni tako enostavna stvar. Kot pravi Guardini, jaz moram biti v soglasju s tem, da sem kdor sem. In to pomeni, da moram jaz nekako pozitivno gledati na svoje meje, kajti moje bistvo je ravno moja meja. Meja pa torej ni nekaj, ki svobodo manjša, temveč je nekaj, ki svobodo omogoča. Komar je zelo rad uporabljal ta latinsko besedo eksterminacija. Ex pomeni po latinsko izhodišče, exit in tako naprej, sploh da nekaj gre izven. In terminus je pa meja. Ampak če jaz hočem biti izven svojih lastnih mej, ne rastem, dejansko se eksterminiram. Jaz, ukolikor hočem biti nekaj, kar nisem, se jaz adulteriram in torej uničujem samega sebe. To se pravi, je treba sprejeti samega sebe in svojih lastnih meja, je treba še celo ljubiti samega sebe, kajti to brez tega je zelo težko, je zelo nemogoče, da bi bil jaz v svoji notranjosti. Če jaz samega sebe ne izkusim kot nekaj veljavnega, kaj bi potem hotel v meni biti. Potem bi bilo razumljivo, da jaz iz sebe bežim. Ali pa, da jaz hočem, ker samega sebe ne sprejmem, postanem nekako materialist samim seboj. Ne v tem smislu, da zanikam svojo duševnost, temveč da mislim nase zgolj kot materijo, ki jo treba nekako od zunaj oblikovati. In potem jaz hočem biti ustvarjalec samega sebe, si nekako plazmiram en zunanji red, ki je konec koncev nasilen zame, si ustvarjam en ponarejen jaz in potem živim v službi te maske. In to je ravno tiranija človeka nad samim seboj. To se pravi, ta sopadanje človeka samim seboj vključuje spoznanje samega sebe, ponižno sprejemanje samega sebe, in ukolikor jaz sprejmem to, kar sem, bom lahko udejstvoval to, kar lahko sem. In ta je ta tretji globi nivo svobode, da jaz sem vsakič malo bolj popolnejše jaz. Tisti, ki lahko sem in da boljši lahko izvršujem poslanstvo, za katerega sem bil mišljen. Zdaj pa samo še to, nakratko, ne vem, kako smo s časom, to boš ti povedala, če da bom tukaj. Kar bomo dolgo. Dobro. To bivanje človeka v svoji intimnosti, v svoji notranjosti, to sopadanje človeka samim seboj nikakor ne pomeni zaprtost, temveč obratno. Komar večkrat trdi, da le v tem stanju človeka v svoji intimnosti, ravno v tem sopadanju z mojim lastnim bistvom je možna resnična plodnost, resnična rodovitnost. Berem, citiram. Ko pojmujemo, pravi Komar, svobodo kot pretrganje vsakih vezi, vsakega ukoreninjenja, smo obsojeni na svobodo, ki je osnovno nerodovitna. Realistična svoboda, ki je bližna stvarem, ki privoli bitju, je pa skrajno plodna. Realistična svoboda nosi v sebi znak obilja, znak popolnosti, radodarnosti. Kjer je resnična popolnost, tam je tudi razpoloženje za daritev. Kajti nihče ne more dati tega, kar nima. In torej, da se jaz lahko drugemu darujem,
je potrebno, da sem jaz najprej sam sebi svoj. Če nisem jaz resnični lastnik, gospodar samega sebe, potem jaz ne bom mogel drugemu samega sebe darovati. In kolikor bolj bom svoj, in kolikor bom bolj tudi popolnejša verzija samega sebe, več se bom lahko daroval in boljši se bom lahko daroval. Zato, kolikor se jaz hranim z realnostjo, kolikor realnost resnično pride v mojo intimnost, tam jaz dejansko imam, tam jaz dejansko rastem, se izpopolnjujem in zato tudi lahko samega sebe podam drugim. Jaz nekako izžarev, ne jaz, se ni moj slučaj, ampak mislim, popolne osebe izžarevajo. In zato tudi pritegnejo k sebi. Plitvost pa pospešuje beg. Pravi Komar, okrog kola se nihče ne zbira. Ker ni tam nič zanimivo, nič privlačenega. Da pa tiste osebe, ki so popolne, ki so dejansko dosegle svoj razmah, izžarevajo eno energijo, ki ljudi zbere skupaj. Zato, kdor je resnično v sebi, pomaga tudi na uspešen način drugim, da najdejo svoje mesto in pomaga drugim, da najdejo svojo osebno rast. To pomeni, da moja navpična rast, moja rast navzgor pospešuje tudi naše odnose vodoravno, recimo takole, ali hkraj, kako hočemo že reči. Le, če sem jaz svoj, se lahko darujem drugemu in le, če sem jaz svoj, lahko tudi jaz drugega sprejemam v svoji notranjosti. Drugače, če pa jaz ne dosežem svoje rasti, kot smo premenili, bojo pa naši odnošaji le plitvi, le površni. To pomeni, da svoboda ni v neodvisnosti, kajti konec koncev neodvisnost, če bi jo speljali do konca, bi videli, da nas končno zapelje do popolne zaprtosti, do popolne samote. In samota dejansko ni osvobojajoča. Svoboda ni v neodvisnosti, temveč v odvisnosti do tega, kar jaz ljubim. Odvisnosti do tega, čigavo vrednoto sem jaz intimno spoznal. Zato pravi Komar. Človeka ne tišče vezi, ki so mu lastne. Tišče ga samo vezi, ki mu ne ustrezajo in ki jih ne ljubi. V ustreznih in sprejetih vezeh se osebnost razvije in razmahne. To se pravi, da jaz ne morem sam v svoji zaprtosti rasti in doseči to globljo tretjo svobodo, to so upadanje samim seboj, temveč da jaz to lahko dosežem le v stiku z drugim in pač z drugimi sobrati, z realnostjo in njegovim smislom in seveda tudi v stiku s svojim stvarom. Kot zelo skromni zaključki, ki so pa istočasno nekako aperitivi, Komar je pač vedno tako prav, iz Mazantinija prejel to idejo, pri filozofiji tudi tele konkluzioni so na aperitivi, po italijansko, je po italijansko tako povedal, ker vsak zaključek dejansko ne zaključi stvar, ampak odpre nova razmišljanja in kaže nove poti in to je bil pač moj nocojšnji cilj. Se mi zdi, da naša družba nujno potrebuje poglobitev in razjasnitev pojma svobode. Prvič, da se ne omeji na površni pogled, ki pojmuje svobodo samo kot to zunanjo svobodo, svobodo v dejanju. Ker če se hočemo res boriti za svobodo, se moramo predvsem boriti za notranjo svobodo in moramo predvsem skrbeti za to naše notranje življenje. Brez tega notranjega življenja, brez življenja v naših srcih, v našem centru, nobena zunanja svoboda nima dejansko nobenega smisla in je le zamaskirana hipnoza. Drugič, da spoznamo, da svoboda ni v neredu ali pa kršitvi meja,
ki bi človeka uničil, bi ga eksterminiral, temveč v zvestobi samemu sebi, ki je edina možnost za resnični razvoj, in v poslušnosti do realnosti, ki je edina možnost za to, da naša svoboda uspešno deluje, da je res učinkovita, da izberemo, ne samo da izberemo tiste možnosti, ki so bile najboljše, kajti ko jaz prav izbiram, istočasno potem to pomeni samega sebe izbiram. Ker sem izbral tisto, kar je bilo prav in tisto, kar je meni dejansko boljše pripada. Ko dobro izberem eno dobrino, jaz se z njo dejansko hranim in zato tudi omogočam svojo rast in svoj razvoj. Tudi da vidimo, da to notranje, svobodno življenje ne ovira socialnega, družbenega življenja, temveč da je ta prava svoboda, ta prava avtentičnost družbotvorna. Ni možne, pravi Komar, trdnega družbenega življenja, če ni trdnosti ali konzistence vsakega posameznika. Kjer je vse socialno, se družba umre. Ko ni nič intimnega, potem socialno življenje umira, kajti dejansko družba črpa, v resnici najboljši izraz, dobi svoje moči iz energije vsakega posameznika, iz vitalnosti vsakega posameznika, ki spadajo v tej družbi. In končno, da spoznamo, da jedro svobode ni v neodvisnosti, ki bi povzročali samoto in tako svoje vrste samomor, temveč v resnici in v ljubezni. Pač v resnični ljubezni, ki ne raztopi člane tega odnošaja, temveč pomaga v pravih ljubezenskih odnošajih. Ne gre za to, da jaz malo popustim svojega bistva in da drug tudi malo popusti, da bi vas skap, ampak odnošaji so zdravi, ko dejansko omogočajo, pospešujejo avtentičnost in rast vsakega kot posameznika in to se pravi v resnični ljubezni in istočasno tudi v ljubezni do resnice. V ljubezni do resnice z majhno začetnico in v ljubezni do resnice z veliko začetnico, ki je istočasno ljubezen z veliko začetnico. No, to je bo. Hvala lepa za pozornost. Koliko istočnic, koliko vsega bi lahko sedaj prediskutirali, ampak gremo naprej. Igor Senčar, ti že vrsto let preučuješ, ceniš delo in misel Milana Komarja, imel si tudi ta privilegij, da si mu lahko prisluhnil v Buenos Airesu. Ne bom predolga, saj te poznamo, ker objavljaš, pišeš, si izvrsten mislec, intelektualec in tako naprej. Zato ti predajem besedo, izhodišča Komarjeve družbene in politične misli. Hvala, Erika. Lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, točno tako, kot si rekla, to je bilo leta 1993, ko smo bili, 10 nas je bilo, mladih krščanskih demokratov v Buenos Airesu, na prošnjo tedanjega predsednika Lojzeta Peterleta, ki je nekako želel, da bi nas mlade, ki smo bili na poti razmišljati in delovati v družbi, nekako usposobili v tem smislu, da bi poznali prvič zgodovino gibanja, zgodovino stranke, njene temelje, kakršne je oblikovala slovenska tradicija, slovenska politična tradicija, kakšna je bila ta tradicija in končno, da bi nas profesor Milan Komar nekako popeljal v temelje misli o družbi in o politiki na način, da bi se kot
ljudje, ki smo svobodni in ki delujemo v svetu in v družbi, znali orientirati, znali delovati in znali vrednotiti, kako delovati, kako drugi delujejo, pravilno izbirati. No in profesor Komar je sestavil cikl 10 popoldanskih predavanj, na osnovi katerih bi lahko nekako videli osnove njegove filozofske, politične in družbene misli. In tako kot sta povedala Matija in Martin, temeljna vprašanja tukaj so bila vedno vprašanja reda, vprašanja naravnega reda, vprašanje, kaj sploh je, kaj je tisto, s čemer se soočam, ali je tisto, s čemer se soočam, relevantno, a ima nek notranji smisel, iz česar sledi, da je nujno potrebna najprej neka kontemplativna misel, ki želi razumeti stvari in potem ugotoviti, kako je potrebno delovati ali ne. In v jedru je bilo pa tudi v tem njegovem tečaju točno to vprašanje, ki ga je Martin tako čudovito razdelal in nas popeljal v globine vprašanja, kaj sploh je svoboda. In ta globina nas je v bistvu pripeljala tudi do nas samih. In do tega, da gre v končni fazi vedno za izbiranje, za odločanje. In ko se sprašujemo potem, kaj je Komarjeva misel o družbi in o politiki, pridemo do tega, da se bomo vedno morali vprašati, kaj je v bistvu red, kaj je dober red. To je temeljno vprašanje družbene in politične misli. In če se sprašujemo o tem, kaj je dober red, se seveda sprašujemo o tem, kaj je dober red za človeka in za družbo. In pridemo potem do tega, kaj je dobro za človeka in za družbo. In to nas potem privede do tega, da moramo seveda vedeti, kaj je sploh človek, da bomo vedeli, kaj je njegovo dobro in kaj je družba, da bomo vedeli, kaj je njeno dobro. In tako je Milan Komar v bistvu zgradil ta tečaj na tem, da je na začetku nas popeljal v ontološka in antropološka vprašanja in temelje, ko je začel nam predočati temelje naravnega reda, ki ga je Matija v kratkih mislih tako zelo lepo povzel. Izhajamo iz tega, da je vse, kar je ustvarjeno, vse, kar je ustvaril stvarnik. In vsaka stvar, vsaka ustvarjena stvar ima v tem smislu nek namen, ki ga je stvarnik imel, ko je ustvarjal. Ima neko svoje notranje bistvo. In vsa ta logika, pamet stvarjenja v bistvu ima v sebi neki red. Ta red je v stvareh, je v stvarstvu, izvira pa iz Božjega reda. Mi, ko pa delujemo v družbi, pa seveda ustvarjamo neki red, ki ni stabilen, ni vnaprej dan, ni samoumeven, mi ga ustvarjamo. In ko ga mi ustvarjamo, moramo vedeti, kaj stvari so, kaj človek je. Kakor nam je predočil temelje
naravnega reda, da red sploh je in da ga je treba odkrivati in spoštovati, nam je seveda predočil tudi bistvo človeka, ki je bitje ustvarjeno po Božji podobi. Ker je ustvarjeno po Božji podobi, ima tudi neko globoko dostojanstvo. In to dostojanstvo je nekaj, kar ima vsak človek, deležno ga je vsako človeško bitje na enak način. Govorimo o enakem dostojanstvu, ki je tudi izključno dostojanstvo. To stopno dostojanstva v ustvarjenem svetu ima samo človeško bitje. Zdaj pa, to dostojanstvo seveda zahteva neki naš odnos. In to je odnos, ki sta ga Martin in Matija opisala z besedami: človek nikoli ne sme biti zgolj sredstvo. Človek je cilj. Človeka je treba spoštovati. Dostojanstvo, človekovo dostojanstvo zahteva spoštovanje tega dostojanstva. In s tem v zvezi ustrezno ravnanje. In ta red, ta resnica, na neki način ontološka resnica o svetu, antropološka resnica o človeku, ki je dopolnjena s teološko resnico o človeku, ti temelji so tisti, ki dajejo mero, so v bistvu merodajni. Oni dajejo mero mojim ravnanjem. Dajejo mero in omejitve. In če govorimo o političnem redu, dajejo tudi mero in omejitev politični moči, tudi moji svobodi. Govorimo, Martin je zelo fino nas povedal od tistih najbolj zunanjih, najbolj površinskih plasti svobode, to najglobljih. In tam na površju je tista svoboda, ki je nekako najbolj očitna. Svoboda od prisile, svoboda od ovir. V političnem redu, v demokratičnem redu bi lahko govorili o svobodi in pravicah, ki so nekako pozitivno dane, ki jih dajo ustave, zabeležene so v ustavah. In Milan Komar pravi, ja, ampak tudi ta svoboda in te pravice, ki so na tak način izražene, nimajo svojega vira v državi, ampak jih država in pozitivno pravo samo morajo priznati. V resnici imajo pa svoj vir v stvarniku. V tem smislu so naše temeljne pravice nedotakljive in neodtujljive, ker pripadajo nam, ker jih je v nas položil stvarnik. Ne izvirajo iz tega vidnega sveta, ampak imajo svoj vir v stvarniku tega vidnega sveta. V tem smislu, pravi, je tudi demokracija zgolj sredstvo. Ni cilj, je sredstvo. In potem, ko pridemo do vprašanja političnega reda oziroma reda v družbi, kakšen je tisti red, ki naj omogoči polno udejanjanje svobode in dostojanstva človeka. In seveda, če želimo biti zahtevni in dosledni, pomeni to vsakega človeškega bitja, pridemo v bistvu do tega vprašanja politične misli ali pa politične filozofije, ki pa ima mero. Ima mero v naravnem redu in v dostojanstvu človeka, ki
je ustvarjen po Božji podobi. Milan Komar potem pride do teh temeljnih pojmov, kaj je oseba. Oseba v družbenem smislu je protagonist življenja v družbi. Iz osebe izvirajo dejanja, iz njegove svobode izvirajo dejanja in, kot je bilo rečeno in citirano, okoli kola se nihče ne izbira. Torej, družbo tvorijo osebe in njihove medosebne, osebne vezi. Tukaj je misel Milana Komarja zelo klasična v tem smislu, da zelo odgovarja Aristotelovemu pojmovanju, da je družba narejena na prijateljskih vezeh. Aristotel v Nikomahovi etiki pravi, da seveda si vsi prizadevajo vzpostaviti pravično družbo, pravičnost v družbi, ampak pravi, tisto, kar pa, tudi če je družba popolnoma pravična, kar si v bistvu pa še bolj želimo, je pa prijateljstvo. In če bi imeli na izbiro, bi izbrali raje prijateljstvo kot pravičnost, zaradi tega, ker je to še tista globlja vez. Milan Komar potem, če želimo potem definirati še, kaj je družba, pravi, osnovna celica družbe je v bistvu družina. V družini vsakdo nosi vsakega člana v svojem srcu. In potem je zelo rad navedel eno staro poljsko misel, ki pravi, da je narod je družina družin. Torej, njegova temeljna ideja je družba temelji na osebnih vezeh. Raste z osebnim izpopolnjevanjem. Družba lahko raste samo preko osebne rasti. In če pomislimo na vse misli, ki jih je Martin Sušnik tako lepo izpeljal, ena od njih je bila, kako mora človek rasti samo v svojem, torej mora poznati resnico o sebi na nek način. Mora vedeti, kaj on je in kaj ni. Torej, v bistvu ne sme pristati na laž, na iluzijo o sebi, tako najde samega sebe. In Milan Komar pravi, tudi edina obramba družbe pred lažjo je v bistvu osebno življenje, je globoka identiteta, utemeljenost v globoki identiteti družbe same. To družbo brani pred lažjo. On iz tega seveda jasno sledi, da družba ni pogodbenega izvora, ampak je nekako organskega izvora. Milan Komar v svojih številnih krajših esejih in spisih ne piše vedno samo o družbi, ali pa pretežno ne piše o družbi in tudi pretežno ne piše o politiki, ampak vedno pa lahko praktično v vsakem njegovem eseju najdemo prvine tudi družbene in politične misli. Ampak dva eseja, ki pa zelo močno temeljita na družbeni in politični misli, pa sta Pot iz mrtvila, kjer govori o mrtvilu v družbi in kaj družbo poživlja. Poživljajo osebno življenje in osebne vezi med člani. In v drugem eseju, ki je že večkrat bil objavljen v slovenskih raznih publikacijah, Država je v nas samih, pa v bistvu gradi spoznanje, kaj je državotvorna misel na zelo platonističen način. Tako kot Platon, ko se sprašuje o državi, se začne spraševati o človeku samem in ugotovi, da je država nekakšen makroantropos, da življenje v državi je v bistvu odraz osebnega življenja in kreposti državljanov
Tako tudi Milan Komar pride do tega, ko se sprašuje o državnosti in v bistvu razmišlja na nek, v bistvu precej neposreden način tudi o slovenski državnosti, ki je takrat še ni bilo, in pravi, ampak v bistvu ta državnost, čeprav na zunaj je odvisna od priznanja strani drugih držav in od pravnih potrebnih aktov in tako naprej, ampak v resnici je pa vedno v temelju to stvar človekove kreposti. Državotvorna drža odraža neko specifično kvaliteto človeka, ki se zaveda svojih razsežnosti v družbi in v politiki. In Milan Komar je potem tisti zadnji tečaj, v katerem nam je nekako predočil aplikacijo vsega svojega učenja na konkretno vprašanje časa in prostora, v katerem smo takrat živeli, tisti zadnji tečaj, ki je tudi kratek zapis, ki je že izšel v enem od knjižnih izdaj Komarjevih slovenskih tekstov, ga je imenoval z razpad in razplod marksizma. Zdaj, šlo je za čas tečaja leta 1993, hkrati pa se moramo zavedati, da je ta esej, oziroma to niti ni esej, ampak je samo 3 strani tez, izdal prvič in o njem govoril že v letu 1991, to pomeni v 2 letih po tem, ko je marksizem propadel kot uradna doktrina držav iz železne zavese. Ta teza sama je dokaj drzna, če pomislimo na tisti čas triumfalizma, včasih bi si lahko rekli tudi nekoliko plitvega triumfalizma po propadu komunističnega sistema, ampak on z to globoko analizo na teh osnovah, ki sem jih nakratko povzel, analizira najprej marksizem sam. In pravi, to je zelo heterogena tvorba, ni homogena ideologija, ampak je zgrajena iz 3 ključnih sestavin. Ena je angleška ekonomska veda, ki je iskala predvsem čutno dobro blagostanje, osebno blagostanje, ne pa skupnega dobrega, in zaradi tega tudi nikoli ni razvila resne ekonomske teorije. Druga misel je francoski utopičen socializem, ki je zavračal osebno lastnino zaradi tega, ker v privatni osebi, v individualni osebi socializem ne vidi neke dobrine. Privatna lastnina je pa tista, ki varuje človekovo osebo, konkretnega individuuma v družbi. In tretja ključna komponenta je nemška idealistična filozofija. On nam je veliko govoril o Hegelu in ta filozofija je v glavnem predvsem je brezbožna in ne priznava konsistentnosti posamičnega bitja, ampak vidi smisel samo v nekem občem bitju. No in pravi, prav zaradi te nehomogenosti marksizma kot sistema, idejnega sistema, se je to zgodilo, da ko je propadel, so njegovi sestavni deli preživeli, ne samo preživeli, ampak so se celo uveljavili in se na neki način razcveteli v sodobnih
razvitih družbah, zahodnih družbah. In potem je naštel 12 teh sestavin, ki cvetijo v najlepšem cvetu danes. Naštejmo le nekatere od teh. To je masifikacija. Šteje masa, ne posameznik. Posameznik ni pomemben. Pomembna je masa kot material ali kot sredstvo za ekonomsko rast, za političen uspeh in tako naprej. Če red ne velja, če ne priznavamo naravnega reda, in Milan Komar nekaj pravi, da je zgodovina zadnjih 200 let, predvsem filozofska zgodovina, je boj idej, je boj od razsvetljenstva naprej, zlasti pa od francoske revolucije, je boj idej. Na eni strani zagovorniki naravnega reda, na drugi strani vse filozofije emancipacije od avtoritet, od reda, od naravnega reda, želijo vtisniti v svet svoj red, ker v svetu reda ni, ali pa se borimo proti tradicionalnemu redu. No, če ni reda, ki bi bil dan v stvarstvu, potem velja aktivizem, potem kontemplacija nima nobenega smisla. Ampak je predvsem naš pristop, aktivizem, brez kakšnega predhodnega razmisleka ali pa sodelovanja z nekim vnaprej danim redom. In če ni nobenega reda, tudi ni naravnega reda, kajti kaj potem je tisto, kar nas usmerja in nam daje mero našim dejanjem. In če ni naravnega reda, potem v bistvu tudi ni resnice. In zdaj samo pomislite na vse to, kar smo v zadnjih letih lahko brali od raznih analitikov družbenega in političnega življenja, ki pravijo, da smo v post-truth politics, torej v politiki, ki se odvija v času, ko resnica nima več veljavnosti in je brezvezna. Po smrti Boga je seveda tudi smrt resnice, ni nobene resnice. In Milan Komar v teh 12 točkah, nisem vse naštel, v bistvu na nek način nam dokaže, ko beremo ta esej, kako utemeljena je ta zgradba njegove politične ali pa filozofske misli, ki izhaja iz neke mere, ki jo daje naravni red, ki jo daje antropološka in teološka resnica o človeku in tisto pravo pojmovanje svobode. In ta njegova misel omogoči tudi zelo precizno, zelo jasno, zelo dobro orientacijo v družbi, v času, kar je dokazal z tem esejem. Torej nam omogoča njegova misel ne samo gradnjo, idejo nekega reda v družbi in prizadevanje za red, ki bo omogočil polno realizacijo človeka v družbi, v zgodovini, ampak nam omogoča v bistvu tudi zelo jasno orientacijo in presojo. In številni od teh krajših Komarjevih esejev ali pa razmislekov o posameznih ljudeh imajo čudovite misli o Leninu, o Stalinu, o Korošcu, o Lambertu Ehrlichu, ne nazadnje o vašem in našem dragem Janku Kralju. V vseh teh portretih, ki so tako precizni, kot da bi človek stal pred kakšnim Ticianovim portretom, v vseh teh portretih dobimo globok občutek tiste zmesi notranjega življenja, o katerem je Martin Sušnik govoril,
in kako je tisto notranje življenje v resnici tudi življenje navzven, ki oblikuje družbo in ki ima globoke posledice. Lahko družbo uničuje, lahko jo pa gradi. In naj končam z mislijo Milana Komarja, kot jo zapiše, ko premišljuje ob 10. obletnici smrti dr. Janka Kralja, ko se sprašuje, v bistvu posluša druge ljudi, kaj pravijo o Janku Kralju in pravijo, kakšen vpliv je imel na ljudi, kakšne zveze je imel s pomembnimi ljudmi, kako je pomagal ljudem in pravi, v bistvu se izkazuje, kako le globoko življenje, globoko duhovno življenje, ki je vedno tudi globoko moralno življenje in je tudi globoko religiozno življenje, ima lahko vpliv na druge in na družbo, v kateri živi in s tem v bistvu nekaj gradi. S tem bi jaz končal ta poskus orisa Komarjeve družbene in politične misli. Hvala. Hvala tudi tebi, Igor, za to odlično predavanje, ki si nam ga podal v skrčeni obliki. Igor je prinesel tudi nekaj kopij predavanja v celoti. Danes smo se pač odločili, da na današnjem večeru bomo naredili eno edicijo minor tega, kar je bilo v Ljubljani. Tudi Matija Ogrin bi imel za predavati še v eni novi prizmi, eni novi nadgradnji Komarjevih misli v današnjem času. Ampak mislim, da smo se z današnjim večerom poklonili spominu, delu, življenju in misli Milana Komarja. Jaz se vam zahvaljujem za ta visok nivo. Moja vloga je bila dejansko nična, jaz se točno zavedam svojih meja, tako kot si... Da moram povedati. Se zahvaljujem publiki tudi za pozornost. Naš večer danes je bil nekoliko poseben, naši večeri so bolj pogovorni. Ta je bil bila neka druga zgodba, nek drugi nivo in jaz upam, da bomo z zavodom še ponovili te večere in taka podobna srečanja v spomin in v poklon Milanu Komarju. Še na zadnje naj povem majhen jubilej, ki ga imamo s srečanji pod lipami. To je bilo srečanje pod lipami številka 100. Mislim, da smo ga obeležili na najboljši način. V imenu Kulturnega centra Alojzija Bratuš in Kroška za družbeno vprašanje Anna Gregorčič. Iskrena hvala nocojšnjim predavateljem za krasen večer, o katerem bomo morali še veliko razmišljati, veliko istočnice nadalje nocoj. Najlepša hvala tudi Eriki. Jaz bi še nekaj povedala in sicer za naslednjo soboto, 3. junija, če bo zadosti zanimanja, bomo organizirali obisk svečanosti v Kočevskem rogu.